Pozdravljeni! V Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih Velenje so organizirali okroglo mizo o gluhoti in naglušnosti, na kateri so udeležencem najprej predstavili, kakšni so vzroki za gluhoto in naglušnost ter kateri tehnični pripomočki vam lahko pomagajo. Predstavili so tudi delovanje klicnega centra in kako priti do tolmača. Me veseli, da lahko postala je enakopravna članica tiste svoje. Naglušnost in težave pri komuniciranju predstavljajo eden pogostih zdravstvenih problemov, saj jih Mednarodna zdravstvena organizacija naglušnost razvršča ali pa motnje komuniciranja kar na 4. mesto med kroničnimi boleznimi. Se pa navadno pogovarjamo o naglušnosti, je 10% prebivalstva, ki sliši šele zvoke, ki so močnejši od slišeče osebe. Vzroki za naglušnost so lahko prirojeni ali pridobljeni. Prirojene vrste naglušnosti so tiste, ki jih otrok pridobi zaradi težav ploda v času nosečnosti, pri samem porodu, zaradi infekcije matere ali v času prvih dni po rojstvu. Največji problem je hipoksija, zato je zelo pogostejša naglušnost pri otrocih, ki rabijo intenzivno postporodno nego. Tudi ototoksična zdravila lahko okvarjajo sluh. Pri starejši populaciji imamo pridobljene oblike naglušnosti, in sicer vzrok je lahko poškodba, lahko je bolezen. Med poškodbami bi izpostavila še tudi okvaro sluha zaradi izpostavljenosti močnemu hrupu in pa poškodbo zaradi čutnih celic zaradi ototoksičnih zdravil. Poškodbe in bolezni, kot je na primer otoskleroza, lahko zdravimo operativno. Velik del določene vrste naglušnosti pa nastanejo tudi zaradi vnetja, ki so lahko vnetje samega srednjega ušesa ali notranjega ušesa, takrat govorimo o labirintitisih. V tem primeru je pogosto prizadet tudi ravnotežni aparat. Uho sestavljajo uhelj, sluhovo. Tukaj je malo bolj grafično prikazan, tako dobro slišati kot mlada oseba, naša majstarejša naglušna. Zato temeljijo na prepoznavi govor. Poleg slušnih aparatov, ki ne delujejo vedno dobro v različnih zahtevnejših zvočnih okoljih, se uporabljajo tudi drugi tehnični pripomočki. Predvsem za otroke se tudi na osnovno predpisujejo iz naslova osnovnega zdravstvenega zavarovanja tako imenovani FM sistemi, ki olajšajo poslušanje v hrupnem okolju, tam, kjer govori več otrok in kjer je več odmeva, kot je primer v šoli. S tem se govor poslušalca približa otroku oziroma govorca približa otroku oziroma poslušalcu. Govora in jezika pri razvijanju otrokovih kognitivnih sposobnosti. Otrok, ki je naglušen, se vede drugače. Za težke naglušnosti ali gluhote se uporabljajo polžkovi vsadki, za prevodne naglušnosti kostno-prevodni sistemi, tako imenovani BAHA, Brain Achieve Hearing Aids, aparati, ki se vgradijo v kost v mastoidnem predelu in omogočajo ojačanje zvoka po kostni poti in se uporabljajo pri tistih naglušnostih, pri tistih osebah, ki imajo anomalije zunanjega ušesa,
ali pa huda vnetja, torej pri prevodnih ali kombiniranih naglušnostih, ter pa tudi v primeru enostranskih težkih senzorino-nevralnih naglušnosti ali gluhot. Teče od začetka naglušnosti že kar dobrih 10, da bi jih imeli za klinično uporabo. Da opredelimo določene situacije. Ena od rešitev je res slušni aparat, do katerega so upravičene vse zavarovane osebe, ki imajo osnovno zdravstveno zavarovanje. Vsakih 6 let imajo pravico na nov slušni aparat, ki ga država financira v vrednosti 296 evrov. In mislim, da po novem, zaradi povečanja prodaje so ta cenzus zmanjšali. Pred leti je bil cenzus 315 evrov. Ko zdravnik, osebni zdravnik ugotovi, da ima oseba težave z razumevanjem, z sluhom, izda napotnico k specialistu ORL za ugotavljanje stopnje naglušnosti. Specialist ORL napoti osebo na preverjanje stopnje okvare, na tako imenovan test audiogram, kjer se ugotovi, na katerih območjih frekvenčnih ta oseba ima težave in v kakšni meri. Ko je ugotovljeno, kakšna je stopnja okvare, se zdravnik specialist odloči, ali ta oseba slušni aparat potrebuje, ali ta oseba slušni aparat še ne potrebuje. In ko ugotovi, da oseba potrebuje slušni aparat, izda tej osebi naročilnico za testiranje slušnega aparata. Na podlagi naročilnice za testiranje oseba gre k dobavitelju slušnih aparatov, ki so v Sloveniji 3, in prejme slušni aparat na testiranje. Testno obdobje za slušne aparate v Sloveniji je najmanj 14 dni za en aparat in največ 4 mesece. Gospod Kosi, želi po mikrofonu nekaj povedati. Brez preizkušanja slušnega aparata ne moreš v bistvu vedeti, kater aparat je pa točno v bistvu tist, ki pa bo za tebe najbolj primeren. Delice, povezave, tukaj zgoraj, so pa možno. Eni imajo lepše visoke tone, eni imajo lepše nizke tone in je seveda odvisno od vaše okvare sluha. Kateri toni in kateri proizvajalec v bistvu vašemu sluhu najbolj ustreza, je najbolj primeren za vas, zato vam tudi v bistvu priporočamo preizkus različnih slušnih aparatov v testnem obdobju. Hvala lepa. Direktorica Zavoda Združenje tolmačev slovenskega znakovnega jezika Jasna Bauman je predstavila delovanje klicnega centra in kako pridobiti tolmača.
Torej, tolmača nikoli ne plačujete iz svojega žepa, ker včasih, tako ko obiskujem društvo ali pa se pogovarjam z nekaterimi, so tudi nekatere pripombe, češ moral sem tolmača plačati iz svojega žepa. Torej, temu ni tako. Bodi si, da ga plača inštitucija, bodi si, da vi tolmaču date tisti en voucher. En voucher pomeni 1 ura tolmačenja. Nato je gospa Bauman pokazala, kakšen je postopek klicanja v klicni center. Kaj je potrebno narediti za to, da uporabljate klicni center? Nič drugega kot to, da se enkrat samo registrirate. Ta registracija pomeni, da tukaj unesete, govorim 2 možnosti, zdaj bom pokazala, kako je to preko računalnika. Tisti, ki boste pa želeli, imate pa tukaj tudi obrazce, ki jih lahko izpolnite, date tajnici in vas potem registriramo. Upišete vaše ime pa priimek, registrsko številko izkaznice, če jo imate, ni pa nujno. Pokličemo v katerikoli zdravstveni dom, vprašamo, če zdravnica ta pa ta dela in prosite, da vas naroči. Mi pokličemo v dotični zdravstveni dom, dobimo za vas datum in vam sporočimo datum in uro, kdaj ste naročeni. Ali pa, recimo zdaj zelo aktualne, žal, so bile tudi te prošnje za štipendije, prošnje za otroške dodatke na centrih za socialno delo. In zelo veliko klicev je bilo na centrih za socialno delo, ljudje so oddajali vloge, vemo, da se je to čakalo na rešitev tudi več kot pol leta in smo v njihovem imenu tja poklicali, vprašali, v kakšni fazi je rešitev njihovih vlog in gluhi osebi na enak način tudi sporočili. To sem jaz zdaj prijavljena kot Tudi, da ima 5% šoloobveznih otrok. Prav.